lepo pozdravljeni. Zelo sem vesel, da lahko v naši sredini pozdravim najprej našega generalnega direktorja, profesor Flisa, strokovnega direktorja Matjaža Vogrina, predstavnike proizvajalcev firme Siemens Healthcare, predstavnike dobaviteljev firme Interexport, pa ne nazadnje vse tiste notranje domače, ki so nam tak ali drugače pomagali pri tej nabavi, pri izvedbi tega velikega projekta, ki mogoče se zdi zelo ne tako velik, skriva pa velike skrivnosti. Upam, da bomo danes nekaj od teh stvari lahko pokazali. Najprej bi pa predal besedo generalnemu direktorju, profesor Flisu, za par besed. Spoštovani in spoštovani, lepo vas pozdravljam. Gre za enega izmed najbolj pomembnih projektov, ki sodi v tehnološko posodabljanje same ustanove. To je osrednja diagnostična točka v ustanovi, ki ima tako imenovano novo laboratorijsko linijo. To se morebiti ne sliši veliko. Če pa pogledamo z drugega zornega kota, gre za avtomatiziran proces obravnave praktično skoraj vseh laboratorijskih vzorcev v ustanovi, ki je postavljen na mnogo višjo raven kot prejšnja laboratorijska linija, ki je bila pa tudi že zastarela. In s tem se nadaljuje tehnološka prenova, skratka zamenjava s sodobnimi tehnološkimi aparati v tistih osrednjih točkah ustanove, ki skrbijo za celotno ustanovo. V tem primeru je to osrednji laboratorij, veste pa, da se to dogaja tudi v radiologiji, tudi osrednja točka, ker je prišel nov magnet, pa 2.0 CT-ja. Skratka, zelo smo zadovoljni, da lahko gremo po tem začrtani poti za tehnološko prenovo, kar predvsem pomaga bolnikom, ki s tem dobijo dostop do sodobnih oblik ugotavljanja in pa seveda tudi zdravljenja bolezni. Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam, še posebej pa lepo pozdravljam vse zaposlene v centralnem laboratoriju. Gre za veliko skupino velikih strokovnjakov. Skratka, v naši ustanovi smo imeli pred to novitvijo oziroma prenovo, novo pridobitvijo vrhunsko usposobljen kader, na čelu z predstojnikom, potem specialisti biomedicinske laboratorijske biokemije, inženjerji, farmacevti, tehniki in tako naprej. Poleg tega pa je vsakodnevno prihajalo v ta laboratorij po storitve več kot 1300 do 1500 pacientov in letno je ta laboratorij obiskalo pol milijona ljudi in opravljeno je bilo več kot 5 milijonov preiskav. Skratka, izjemno pomembno, velika količina in pa velik problem je seveda tudi čas. Za to novo pridobitvijo se je čas preiskave bistveno skrajšal in kvaliteta se dvigne. Skratka, pol milijona pacientov bo sedaj obravnavanih na strokovno višjem nivoju, hitreje. Seveda pa je to zadovoljstvo tudi za ljudi, ki tukaj delajo in pa seveda tudi vodstvo bolnišnice. Čestitam v tej pridobitvi in želim se dobro, jaz verjamem, da bo ta laboratorijska linija dobro služila še naslednjih nekaj let, ko bo pa treba, ko bo prišel seveda do zamenjave. Vse dobro. Hvala lepa. Preden prerežemo tale trak, par besed o novi liniji, naši novi pridobitvi. Kot je že bilo omenjeno, je število preiskav v našem laboratoriju zelo veliko. Ne gre samo za število storitev, gre tudi za časovni okvir, v katerem se te storitve opravljajo. Gre za paleto preiskav, ki jih lahko upravimo. Gre za število oziroma volumen odzete krvi pri posameznem pacientu. Se pravi, gre za eno zelo zapleteno logistiko, ki je na nek način usmerjena v dobrobit pacienta v našem ustanovi. Kot je že gospod direktor omenil, gre za diagnostične storitve, pa tudi za storitve ob spremljanju bolezni oziroma ob zdravljenju. To se premika v velikem obsegu tudi v ambulantno delo. To postaja naša zelo močna točka. Kakorkoli že storitve morajo biti opravljene strokovno, o tem sploh več ne govorimo veliko, ampak časovni okviri so tisti, ki nas na nek način ovirajo oziroma zahtevajo od nas čim večjo in boljšo organiziranost. Ta linija je en vrhunsko zastavljen koncept dela, koncept, ki ima
tehnološko vrhunske osnove in na nek način omogoča ne samo hitrejše delo, ampak tudi več možnosti obdelave pacientov v kratkem času v smislu nadzora nad kakovostjo, interpretacije rezultatov in morebitnih drugih recimo intervencij strani naročnika. Kakorkoli že, to je laboratorij, ki upravlja delo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, se pravi, vedno smo odprti in ta linija v našem ozadju bo delovala neprekinjeno, jaz upam kar nekaj let, ne preveč, ampak nekaj let. To je mogoče tudi ob skrbnem in dobrem nadzoru servisnih služb proizvajalca. Tega to je ena zadeva, ki predstavlja za vse zaposlene en veliki izziv. Mi smo postavljali linijo v skladu z nekimi časovnicami, ki so seveda ob razglasitvi pandemije pričeli padati. Zaposleni so morali poleg dela v izjemnih okoliščinah, se pravi v začasnih prostorih, opravljati tudi nekatere druge zadeve na tej lokaciji. To je bilo seveda zelo zapleteno. Odsotnost serviserjev oziroma nezmožnost izvajanja določenih del je zadeve še zapletla dodatno. Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da smo vseeno to uspeli kljub vsem težavam rešiti v takšni meri, da lahko danes odpiramo to laboratorijsko enoto. Hvala. Mogoče čez pravo vprašanje? Ja, še kaj? Čakati moramo, torej čakati, ja. Bo to zadoščalo? Bo? Okay. Gremo. Gremo. Začetek linije je tisti del, kjer dajemo vzorce na sam sistem. Imamo dve vhodni enoti, za katerimi se pripravljamo tudi na takšno delo, na elektronsko naročanje, torej kjer vzorce ne bomo mogli kar tako prepoznati, to bo moral sistem namesto nas narediti. Vzorce dajemo mi na linijo, sistem jih prečita kodo, črtno kodo, prepozna, za katerega pacienta se gre, kakšne preiskave so naročene in kakšen biološki material je. Običajno dajemo noter še nepripravljene vzorce, torej mi moramo vzorce šele pripraviti za samo meritev, mi želimo pripraviti serum. Zato se vzorci na liniji centrifugirajo, se pravi se vrtijo pri zelo visokih obratih, da dobimo naš zaželjen biološki material serum. Epruveta se na liniji odpre in potuje do posameznih analizatorjev, kjer se opravljajo vse naročene preiskave. Po pipetiranju vzorca na analizatorje se vzorec zapre za posebno folijo in se shrani v hladilni enoti. Vzorce shranimo nekaj dni pri nas. V primeru do naročil, se pravi, vedno pogosteje se dogaja, da zdravniki še donaročajo iz istega biološkega materiala dodatne preiskave. Mi sistemu navedemo, da želimo imeti dodatne preiskave. Vzorec pripotuje avtomatizirano iz hladilnika, folija, s katero je bila epruveta zaprta, se odpre in epruveta potuje do tistega analizatorja, kjer je potrebno preiskavo narediti. Prvotno smo imeli predanalitično postavitev, se pravi, nam je prvotna linija pomagala pripraviti vzorec, se pravi centrifugirati in poslati na analizator. Zdaj imamo celoten zaključen krog, se pravi tudi postanalitiko, da nam vzorec shrani določeno dobo, da nam ga pripelje avtomatizirano spet v delo, če je to potrebno. In dodatno imamo še ekspertne različne sisteme, s katerimi si pomagamo pri validaciji rezultatov, zato da bo sama validacija, pregled rezultatov, ali je vse ustrezno ali ne, potekalo hitreje. Nekaj časa, ko smo delovali izven linije, ko se je tukaj postavljala nova oprema, smo videli, kako zelo nam pomaga takšna postavitev. Ja.
prej smo v bistvu vsak dan potrebovali že serviserje, komaj smo zmogli opravljati preiskave. Nekaj smo lahko sami popravljali, nekaj ni bilo v naši moči in smo potrebovali vsak dan tujo pomoč. Danes je to seveda bistveno lažje. Ja. Se je pa izkazalo ravno med postavljanjem te opreme, ko smo se selili na novo opremo, je v bistvu prišlo do takih okvar na starih analizatorjih, da niti ne moremo več tega opravljati. Niti če bi želeli dalje opravljati, da ne bi mogli več. Dnevno opravimo v povprečju približno 1300 do 1500 vzorcev. Dnevno predstavlja to približno 10.000 do 12.000 različnih preiskav. Včasih kakšni dnevi so močnejši, kakšni dnevi malo manj, ampak v povprečju se pa tukaj gibljajo te številke. Pričakujemo še porast, kajti ta oprema nam zdaj omogoča opravljanje tudi drugih preiskav, ki jih prej nismo delali na teh sistemih in nam omogoča, da jih imamo tukaj 24 ur na razpolago. Se pravi, ni nujno, da vzorec počaka do naslednjega dneva, kjer se je prej opravljal, ampak jih lahko opravljamo takoj. Ne moremo zagotavljati storitev, če je oprema v okvari, če se zgodijo nepredvidene zadeve, kar je pri stari opremi dokaj pogosto ali pa vse pogosteje. Mi smo s tem pridobili eno izredno sodobno tehnološko platformo, neke možnosti izboljšav tudi na področju upravljanja in kontrole samih rezultatov. S tem tudi sproščeno delovno silo glede teh zadev, ki jo lahko uporabljamo za druge zelo pomembne zadeve, in to je iz strokovnega in organizacijskega stališča zelo dobrodošlo. Kar v sami opremi ni toliko vidno, je nekaj vgrajenih zelo sodobnih lastnosti, ki so vezane predvsem na računalniško podporo, in pa nekatere tehnološke rešitve, ki so zelo zakrite in zanimive, predvsem za poznavalce, profesionalce, ki vedo, kaj pravzaprav mi pridobivamo na ta način s to opremo. Jaz bi rad poudaril, da to pomeni predvsem za zaposleno eno varnost in sigurnost pri delu, tudi lahko rečem dosti bolj sproščeno delo v recimo 24 urah. Z to novo linijo ne bomo upravljali nič več preiskav, ker je to neka zaključena številka, ki sicer varira, ampak ne toliko. Letno upravimo približno 2 do 3% več preiskav in to bo verjetno tudi v nadaljevanju. Koliko recimo približno, nam lahko letno koliko preiskav? Kot je že omenil generalni direktor, 5 milijonov rezultatov, samih preiskav je pa to 2,93 milijone preiskav. Nekatere preiskave so kompleksne in imajo več rezultatov. Dnevno približno iz te linije gre ven 14.000 podatkov, 14.000 rezultatov. To so seveda velike številke na letnem nivoju. Zdaj vidite v tem najbolj akutnem delu dneva, da je pretok materiala zelo velik. To so ambulantni, hospitalni pacienti, zadeve se vrtijo zelo hitro in to je pravzaprav tudi eden izmed ključnih ciljev ustanove, da pridobimo na hitrosti, s tem tudi obračanje pacientov, krajše ležalne dobe, boljše storitve, zadovoljni pacienti, upam. In poskušamo delovati v duhu ustanove v nekem res pozitivnem smislu. Nam tehnološki postopki na nek način rešujejo tiste korake, ki jih lahko na ta način dobro kontroliramo. Nekih osnovnih zadev ne morete, je potrebno opraviti. Velik del dneva pri nas je priprava sistemov, priprava opreme, priprava postopkov samega dela, predvsem kontrola kakovosti in nekje v drugi polovici dneva validiranje rezultatov, pregledovanje in eventualno popravljanje, kontroliranje, konzultiranje naročnikov. To pa omogoča avtomatizirana oprema, ker na tem način sprošča delovno silo. Dnevno je tukaj obdelanih 1300 do 1500 pacientov in več kot 10.000 preiskav napravimo dnevno, vsakodnevno tukaj. Letno pa kar 5 milijonov
in 500 tisoč pacientov. Vsi ti pacienti so sedaj lahko prepričani, da bodo te storitve laboratorijske diagnostične preiskave opravljene na strokovno najvišjem možnem nivoju in v časovno optimalnih okvirih. Seveda je to pomembno za paciente in pa tudi za zdravnike. Mi dostikrat čakamo na oddelkih na neko preiskavo, na podlagi katere se odločimo za poseg ali ne poseg oziroma spremembo terapije in sedaj bo to dosti hitreje dosegljivo in na dosti višjem kakovostnem nivoju. Tako da mi smo zelo zadovoljni, tako zdravstveni delavci, zdravniki, medicinske sestre, ti ljudje, ki delajo v laboratoriju, ki so na ekstremno visokem strokovnem nivoju, pa tudi pacienti. Kar to pomeni tudi za sam raziskovalni nadaljnji razvoj zaposlenih? Raziskovalne možnosti seveda tukaj obstajajo na dosti višjem nivoju. Tega se zelo veselimo. Tudi sami zaposleni v laboratoriju, zdaj govorimo o specialistih biomedicinske tehnologije, laboratorijske tehnologije, farmacevtih, tehnikih in tako naprej, so naklonjeni k znanstveno-raziskovalnemu delu, to že sodelujejo in se vključujejo oziroma povezujejo z strokovnjaki na posameznih področjih, tako da to delo poteka in bo sedaj možno še na višjem nivoju.